Zdaj smo v reportažnem avtomobilu. Reportažni avtomobil se uporablja vedno takrat, ko neka oddaja ni na televiziji. Naprimer, televizijski dnevnik je na televiziji, takrat takega avta ne potrebujemo. Ko pa se zgodi kak prenos, kot so smučarski skoki, košarka, nogomet, kakšna proslava, rokomet, smučanje, odvisno karkoli, takrat pa moramo uporabiti ta velik avto, se ekipa televizijska odpelje na teren, se kamere razpostavijo po terenu, določen del ekipe je noter v avtu, temu se reče režija. Režija je razdeljena na del za ton, del za sliko, en del ekipe je pa zunaj na terenu. Kako pa se znajdete med vsemi temi tipkami? Med vsemi temi tipkami se v bistvu ni lahko znajti in jaz na primer se ne znajdem, zato imam pa sodelavce. V tem primeru skrbi za te tipke mešalec slike in za vse te vire, ki so na teh ekranih, skrbi tajnica režije. Prej imamo eno vajo, ampak ko vajo naredimo do konca, vsi skupaj približno vemo, kako prenos poteka in ona dva mi pomagata za vsem tem. V bistvu je zelo zahteven en televizijski prenos, zato ne dela to en sam človek. V bistvu v taki ekipi televizijskega prenosa je več kot 20 ljudi. Samo za avto, plus še ostali na terenu. Kaj pa vam pomaga tale ura? Tale ura je v bistvu zelo pomembna, ko se dogaja dogodek v živo. Na tej uri potem vidimo, koliko je ura, naprimer rečemo ob 12. gremo v spored, zdaj je ura 11:57, 39, 40 in tako naprej. In potem čakamo na 12:00, naprimer, lahko pa na 8:00. In na tej uri v bistvu se ekipa pripravi, ker ko je nek prenos v živo in ta avto večinoma dela prenose v živo, takrat ti iz režije, ki je na televiziji, javijo, pazite, oglasi so, še minuta pa ste vi na vrsti. In potem smo vsi tukaj malo nervozni in gledamo na uro. In tajnica režije odšteva. 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. not. Zakaj so pa vse te ročke tukaj? Vsaka taka ročka je kontrola za eno kamero. Tako da vsako takole to panelo se kontrolira eno kamero, tako da so vse kamere slike enake. Ja, zakaj so pa še to gumbkov takih vmes pa to? Ta ročka je zato, da spreminjamo svetlobo, tukaj pa potem barve, pa razne druge nastavitve, da je čim lepša slika. Pa to se morate na pamet naučiti, te kontrole. Vse moramo vedeti na pamet. Kaj si pa pomagamo s kakšnimi načrti včasih. S tem avtomobilom, ko greste na teren, so kakšne omejitve ali gre lahko kamorkoli? Ja, ta avto je zelo velik, tako da ne more iti kamorkoli. Prvo mora biti ulice dosti široke. Tam, kamor pride, mora biti dosti ravno, utrjeno, ima 25 ton, ima 4 nogice, na katere se potem usede, da se postavi vodoravno lego in potem se lahko razmaknejo stranice ven. In šele potem ga lahko prižgemo in začnemo delati. Koliko pa stane en tak avto? Zelo veliko. Vsaka kamera stane že zelo veliko denarja, tako da to gre v več milijonov evrov. Veliko opreme, ni pa neke točne cene. Kaj pa tukaj poteka, kje sedaj sedimo? Tukaj sedimo v prostoru za počasne posnetke. Tukaj v bistvu predvajamo vse tiste počasne posnetke, še enkrat, kako je bil prekršek narejen, še enkrat, kako pogledamo gol, še enkrat, offside, če je bil, to delamo vse v tem delu. A lahko vidim, kako to poteka pa? Seveda. Tukaj malo prej se je zgodil prekršek, počasi zavrtimo nazaj, z ročko dvignemo, počasi spustimo, ponovimo, to je prekršek in sodnik pokaže, reakcija in to je to. A pa lahko mi dva to probava? Seveda, kar izvolite. Kako pa to naredimo? Enostavno, s tem krožnim gremo nazaj, vrnemo, vidiš, in potem samo z ročko dvignemo, spustimo. Se nam z določeno hitrostjo, ker tu se napisano, se ponovi posnetek. To moraš biti zelo zbran za to delo, Ja, precej. če je to v živo. Vse žive oddaje so take, da je potrebno biti zbran. V bistvu sem toliko zbran, da na koncu niti ne vem, koliko je rezultat. Sej, ko greš v živo na tekmo košarke ali nogometa, sej je zelo zanimivo, ampak vseeno pa je pomanjkanje teh počasnih posnetkov, ki ti pokažejo prekršek pa to.